Vasja Ager, novinar notranje politične redakcije časopisa Večer. Kakšen je po tvojem iztržek delavskih demonstracij, ki so bile v soboto na Prešernovem trgu v Ljubljani? Ključni iztržek delavskih demonstracij je po mojem predvsem to, da so se ljudje lahko malo sprostili neka negativna, mogoče celo destruktivna čustva, ki so se nabirala zdaj že dlje časa. Drugače pa nekega vidnejšega iztržka, ki bi vplival na življenje ljudi v tej državi, po mojem mnenju ne bo. Ljudje bodo dejansko dobili teh 600 evrov minimalne plače, ki jih zahtevajo, ampak glede na okoliščine v naši državi in glede na stanje drugod po svetu, v Angliji, naprimer, minimalna plača med 1300 evrov in 1800 evrov, je to absolutno pesek v oči. Te zahteve so prenizke, ljudje bi dejansko morali protestirati za neke višje zneske, ki bi konkretno vplivali na njihovo življenje. Teh 600 evrov pa je pesek v oči in če tudi jih bodo dobili, se njihovo življenje ne bo kaj bistveno spremenilo. Ampak vendarle, udeležba je bila med 20 in 30 tisoč, prišli so iz vse Slovenije, neke zahteve so bile vendarle postavljene. Ali ne misliš, na drugi strani vlada pravi, da so že te zahteve previsoke? Misliš, da bodo vseeno izpolnjene? Jaz mislim, da te zahteve bodo izpolnjene, ampak nikako niso previsoke. Mislim, da ima gospodarstvo določene rezerve. Neverjetno se mi zdi, naprimer, da sedaj imamo krizo nekje dobro leto, po drugi strani smo 15 let beležili določene dobičke, kje je sedaj ta denar. Se pravim, zahteve delavcev bodo uresničene, njihovo življenje se kljub temu ne bo kaj bistveno spremenilo. Kar se tiče glede same participacije delavcev na demonstracijah, jaz kot prvo dvomim, da se je dejansko udeležilo točno število ljudi, kot omenjajo sindikati. Mislim, na Prešernov trg gre v najboljšem primeru 10, mogoče 15 tisoč ljudi. Mislim, da je to realna številka udeležencev, da pa če bi zadeve bile organizirane tako, kot bi morale, ne pa kot se zdaj zdi, kot pač nek performans, če bi se dejansko pozvalo ljudi naj pridejo, naj protestirajo za neko boljše življenje, da bi prišlo, ne vem, 200, mogoče celo 500 tisoč ljudi in da bi zadeve izgledali dosti drugače, kot so izgledali v soboto. Torej so te sobotne demonstracije še en pokazatelj, signal, da je sindikalno gibanje v krizi, predvsem njegovo vodstvo? Ja, lahko bi tako rekli, ker naprimer dodaten dokaz pri tej tezi je naprimer dejstvo, da sindikalni voditelji niso za izjemo Draga Lombarja in Borisa Mazalina niso govorili stavkajočih, morda so se bali tudi, da bi bili deležni kakega žvižga. Na podlagi teh demonstracij bi lahko rekli, ja, tudi, da se vidi, da so sindikati v krizi, imeli so tudi velike probleme z samim poenotenjem sindikalnih central, glede protesta, bile so težave med pripravami na protest in ja, to absolutno kaže, da sindikalno gibanje sedaj ni v takšni kondiciji, kot bi moralo biti, ker če je ta protest njihov skrajni domet v teh sedanjih okoliščinah, potem je nekaj tudi zelo narobe z sindikati. Vas je še zadnje vprašanje, kako zdaj vidiš nadaljnji razvoj socialnega dialoga v Sloveniji, opažaš torej težave, pomanjkljivosti in pa predvsem krizo na obeh straneh, kje mora priti do preloma, da bo socialni dialog ponovno zaživel v neki obliki, luči in pa seveda v komunikaciji, kot bi moral? Jaz se bojim, da v tem trenutku je socialni dialog v Sloveniji bolj ali manj farsa, katere namen je pač ustvariti vtis, da se nekaj spreminja, dogovarja, ampak v končni fazi so stvari bolj ali manj dogovorjene. Vidimo, v tem trenutku ne potekajo nobeni konkretni pogovori o zvišanju delavskih plač. In dejansko mislim, da v tem trenutku socialnega dialoga ni zdaj, kam bodo zadeve šle. Jaz mislim, da po teh demonstracijah se bodo začeli določeni pogovori, morda se bo tudi intenziviralo dogajanje na ekonomsko-socialnem svetu. Mislim pa, in kar je žalostno, da morda socialni dialog v tem trenutku lahko reši le ena bolj odločna, morda tudi bolj radikalna akcija, vsekakor bolj množična akcija delavcev, ki bi jasno izrazili svoje stališča, ne pa takšne demonstracije, kot smo imeli v soboto. Verjetno bi pa tudi od vlade z levo-sredinsko usmeritvijo pričakovali drugačen pristop do socialnih vprašanj. Niti ne, ker v Sloveniji je jasno, da nimamo prave levice in desnice. Razlike med opcijami so v bistvu samo na papirju, obstajajo pri nekih nepomembnih ideoloških temah, ki pa se življenj ljudi ne dotikajo. Zato jaz po tej plati nisem presenečen, da se ta vlada obnaša kvazi socialno, sicer zvišujejo neke socialne transferje, vendar s tem na drugi strani samo razvrednotijo delo. Se pravi, to so neki kontraproduktivni učinki, ki za delavski razred absolutno niso prave rešitve in mene ne čudi, glede na stanje politične kulture v Sloveniji, da je ta vlada tako nesocialna, tako nedelavska, da tako rečem, ker edina barva, ki je v tej državi pomembna, ni ne bela, ne rdeča, ampak barva denarja. Vasja, hvala lepa.